Spoštovane gospe in gospodje, ekscelence. Danes mi je veliko veselje na Slovenskem društvu za mednarodne odnose pozdraviti ministrico za zunanje in evropske zadeve, gospod Tanjo Fajon. Zahvaljujem se ji, da je v napetem urniku iz Manile prek Bangkoka v Delhi na Koroško uspela najti čas, da je prišla k nam. In sicer na razpravo o zunanjepolitičnih izzivih Slovenije in širše Evropske unije. Spremembe v mednarodnih odnosih se morda dogajajo hitreje kot kdajkoli doslej. Zato verjamem, da bomo izvedeli marsikaj, česar ne izvemo iz povzetkov domačih in tujih medijih. Razpravo bom povezoval Marjan Šetinc, predsednik SDMO. Preden predam mikrofon gospe ministrici, pa nekaj stavkov. Vojni v Ukrajini in na območju Palestine sta v zadnjih letih močno vplivali na razmerja v svetu. Sicer pa, kot vemo, vojne, še posebej pa obe svetovni vojni, so tako ali drugače povzročile nepredvidljive, prelomne spremembe. Mimogrede, mnogi so bili še pred nekaj desetletji prepričani, da je Jugoslavija trajna tvorba. Povojna ureditev vzpostavitev Združenih narodov in organizacij pod njenim okriljem, Bretton Woodskih finančnih institucij in drugih multilateralnih organizacij za sporazumno in miroljubno urejanje meddržavnih razmer je načeta. Zaveze, ki so jih najmočnejše države s članstvom v teh organizacijah sprejele, za njih velikokrat ostajajo črka na papirju. Koncem lanskega leta smo se z gospo ministrico pogovarjali v klubu nekdanjih veleposlanikov Slovenije. Takrat je beseda tekla predvsem o Gazi, nemogoči situaciji, genocidu, ki ga je izvajal Izrael. Takrat je ministrica prišla z obiska v več državah na Bližnjem vzhodu. Že dolgo pa je bilo povsem jasno, ali pa je jasno, da se o Gazi in Palestini odloča v Washingtonu. Tudi pod predsednikom Joeom Bidenom in njegovimi predhodniki na čelu ZDA je bilo več ali manj enako. Pošiljke orožja so Izraelu pritekale neprekinjeno. Z Donaldom Trumpom je to postalo še bolj jasno. Z njegovimi potezami se je začel spreminjati svet, kot smo ga doslej jemali in razumeli. ZDA so s sedanjimi potezami nadaljevali svoje predhodne grobe posege po svetu. Spomnim se državnih udarov v Južni in Srednji Ameriki in vojn od vietnamske, iraške, v Afganistanu, Jemnu, pa še kje. ZDA s svojimi potezami spreminjajo svet. The Economist je prejšnji teden pisal o novi ameriški zunanji politiki. Sprašujem se, a gre res za novo zunanjo politiko? Gotovo ta politika ni nova, vsekakor pa ni drugačna od tiste iz preteklosti. Res pa je, da se ta sedaj dogaja in izvaja pospešeno in grobo, po preteče izraženih zemeljskih aspiracijah in tarifnimi izsiljevanji. Cel svet se v tej novi situaciji prilagaja, razmišlja o novih zavezništvih in zavarovanju lastnih interesov. Čeprav je bilo jasno, da se bo ukrajinska kriza reševala predvsem med ZDA in Rusko federacijo, Evropa ni bila pripravljena. Morda je premalo resno jemala izjave predsednika Trumpa, ki je napovedal in tudi po svoje začel proces reševanja konflikta. Sedaj Evropa ugotavlja, da poteze, ki jih vlečejo ZDA, puščajo Evropo ob strani. Zdi se, da Evropa nenadoma vleče panične poteze zaradi občutka ogroženosti, morda tudi krivde za nastalo situacijo. In vidi rešitev v oboroževanju. Kako se prilagajamo ali pripravljamo na vse te izzive? Mi, Slovenija, situacija z vojno v Ukrajini se spreminja, nekaterim ni všeč morebitno novo zavezništvo med ZDA in Rusko federacijo.
ZDA so že pristale na dvig sankcij na izvoz umetnih gnojil iz Rusije. In bo Slovenija čakala, morda čakala na reakcije in poteze Evropske unije, ki se v grobem že izrisujejo. Kako vse to vpliva na slovenske in zunanje politične prioritete? Kakšne so naše alternative? Zagotovo v vladnih krogih tečejo razmišljanje o vsem omenjenem. Torej, gospa ministrica, predajam vam besedo. Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Me veseli, da vidim tako veliko število ljudi na tem dogodku. Hvala za vabilo. Veliko znanih obrazov. Also, a warm welcome to the excellencies. I know the language will be a challenge, but it's good to see some also new ambassadors to our country that just recently I met. I hope you will understand something. Hvala lepa še enkrat za povabilo. Zdaj bil je vrisan en uvod. Jaz bom vesela, da mogoče ne 15-20 minut sama spregovorim, kako vidim situacijo, kaj se dogaja, kaj delamo kot prioritete slovenska zunanja politika. Potem pa mi bo tudi z diskusije zanimivo videti razmisleke, mogoče kakšne komentarje in seveda vprašanja. Ravno sem se vrnila iz poti po Aziji, mogoče najprej to za en uvod, ker je bila predvsem zanimiva tista zadnja postaja v Indiji, v Deliju, kjer je bil zbran res en tak ugleden del sveta, politikov, akademije, znanstvenikov, strokovnjakov na Razina dialogu. In predvsem Indija, ki je danes izjemno hitro rastoče gospodarstvo v Aziji, v vseh uvodnih govorih mogoče povem eno tisto misel, ki se mi je utrnila, da ni bilo slišati besede Evropa. In bila sem sama panelistka v uvodnem nastopu in takrat nekako zaznaš ob množici gostov, da se je geopolitika danes močno zasukala z Evrope v Indo-Pacifik. In da se razmerja teh moči, silnic izjemno hitro spreminjajo, premikajo in da smo danes tudi kot Evropa v situaciji, ko predvsem potrebujemo eno zelo močno, samozavestno, enotno držo, ko govorimo in o političnih odnosih, gospodarskih konkurenčnosti, na drugi strani pa, da se zavedamo, da smo ven iz osrčja same geopolitike in da potrebujemo delati tudi zavezništva, morda tam, kjer danes nismo toliko tradicionalno bili prisotni. Zakaj govorim vse to? Ker Azija je za nas zanimiva in ta pot skozi Filipine, tudi Tajsko, po 19 letih je bil katerikoli zunanji minister na Tajskem. In Indiji je bila predvsem s tem, ko Azija zdaj močno rastoče gospodarstvo, so tudi države, ki so nam podobno misleče, zagovarjajo mednarodno pravo, nam lahko pomembne zaveznice. Slovenija je danes v situaciji, ko smo drugo leto članstva v Varnostnem svetu Združenih narodov pred velikimi izzivi. Mi smo tretje leto v času vojne, ruske agresije v Ukrajini, hkrati katastrofalne vojne v Gazi in napetost in konfliktom na Bližnjem vzhodu, ki jim ni videti konca, nasprotno. Razmere se slabšajo. In smo v situaciji, ko Varnostni svet pravzaprav je v eni hudi paralizi. Ko imamo države, ki preprosto ne spoštuje mednarodnega prava, ustanovne listine Združenih narodov, in za Slovenijo, in to sem povedala tudi na tem uvodnem panelu, v Indiji ni alternative kot temu, da imamo delujoč svetovni red, multilateralizem, mednarodno pravo, tudi pravila. Zdaj, Slovenija bo zagovarjala te vrednote in gradila svoje zavezništva. Zaposlovala nas bo, še vedno vojna, vidimo zdaj, da se stvari premikajo naglo v smer nekega premirja, ampak to premirje še zdaleč ne velja.
ta 30-dnevni rok premirja, ki sta ga sklenili Washington in Moskva ob podpori Kijeva, tudi mi smo podprli. Še vedno je veliko obstreljevanj, kršitev premirja, še vedno je nejasno, kaj bo sledilo temu premirju z močnimi jamstvi, kakšna ta jamstva bodo v Ukrajini in kaj bo, če pride do premirja, ali bo to trajno premirje, ali bodo sledila mirovna pogajanja, kakšna bodo pogajanja in kako priti do trajnega in pravičnega miru v Ukrajini. Danes so, če najprej ostanem na naši celini, pogovori v Parizu, verjetno sami spremljate, pogovori koalicije voljnih. Tu je veliko naporov znotraj Evrope, kako zagotoviti premirje, ki bo trajno premirje, kako zagotoviti, da bo Ukrajina tista, ki bo imela zadnjo besedo, ali je to premirje in konec vojne sprejemljivo za Ukrajino, kakšen je trajen in pravičen mir, kakšna bodo varnostna zagotovila v Ukrajini in kaj bo to pomenilo za celoten mir in stabilnost na evropski celini. Tu je veliko odprtih vprašanj z pozicije Evrope, lahko povem, da ostaja stališče, pozdravljamo premirje, želimo si trajnega in pravičnega miru, miru, ki je sprejemljiv za Ukrajino, želimo biti del pogajanj za ta mir. Tisto, kar pa so vprašanja, ali Slovenija zdaj bo sodelovala v koaliciji voljnih ali ne, je pa to še izjemno veliko vprašanj, če ni mandata Združenih narodov ali nekaj jasnega poslanstva, kaj to pomeni, mislim, da je zelo jasno, da tudi Slovenija za zdaj v danih okoliščinah zraven ni prisotna. Ampak ključna so zdaj pogajanja, da vidimo, kako se stvari premikajo, v katero smer, vsi pa si zagotovo želimo miru v Ukrajini in z te pozicije tudi nastopamo. Zdaj, če se premaknem z evropske celine, mogoče na kratko, Evropa je soočena z veliko izzivi, politično, gospodarsko, konkurenčnost. Ko govorimo o Evropski uniji, potrebujemo predvsem en resen razmislek, kako okrepiti odpornost, okrevanje, pa ne bom govorila o varnosti in obrambi, čeprav je vsa dinamika in govor samo o tem, zame je dimenzija varnosti ne samo obrambna, je tudi varnost, ki zagotavljeno normalno, dostojno življenje ljudi in tudi socialno državo, kako bomo našli tu v Sloveniji en razmislek in kompromis, je stvar še razprav. Jaz mislim, da bomo potrebovali veliko razprav, zagotovo pa moramo narediti več, to je jasno. Zagotovo grejo v smeri krepitve tudi obrambnih zmogljivosti, ampak ta razprava zaenkrat še ni na mizi vlade zares. Če pogledam soseščino, Zahodni Balkan, jutri bo tu na obisku uradnem tudi pri meni komisarka za širitev. Zahodni Balkan je za nas velika prioriteta, mi potrebujemo mir, stabilnost v naši neposredni soseščini, vidimo precej nemira, če pogledam Bosna in Hercegovina, Srbija, tudi Kosovo, še kam drugam. Jaz si želim, da bi Slovenija, ki je vedno proaktivna zagovornica širitve in širitev je postala geostrateška nujnost v danih okoliščinah, da bomo v teh letih tega mandata komisije uspeli zagotoviti širitev Evropske unije vsaj na 2-3 državi Zahodnega Balkana, ki bodo pripravljene ob nespuščanju kriterijev in na drugi strani vzhodno sosedstvo. Slovenija podpira širitev, ko je govora Ukrajina, Moldavija, če bodo države seveda pripravljene. Ampak se mi zdi, da v teh letih se vsi zavedamo, da Evropa mora biti močna, razširjena, predvsem pa enotna, hkrati ob tem, da je politično močna, pa predvsem tudi ekonomsko konkurenčna. To so veliki izzivi, potrebujejo močno voditeljstvo v Evropski uniji, predvsem pa zavedanje, da nas geopolitika sili v en nov razmislek, drugačen mogoče, kot do zdaj, tudi iskanje partnerstev. Bližnji vzhod nas je lani najbolj zaposloval. Bližnji vzhod lani je bila tema številka 1 tudi v varnostnem svetu, kjer je Slovenija bila izjemno aktivna pri vrsti resolucij kot soavtorica.
za premirje, ki bi bilo trajno premirje na Bližnjem vzhodu, za končanje vojne v Gazi. Sami veste, da realnost je sprejete resolucije brez učinka na tleh. Tako da zdaj smo v situaciji, ko je Slovenija pravzaprav v skupini držav, ki zagovarja uresničitev rešitve dveh držav kot edino jamstvo za mir in varnost Izraelcev in Palestincev. Vztrajamo, da je nujno premirje, takojšnja ustavitev agresije. Tu imamo v mislih tudi Libanon, Sirijo, sama sem bila v obeh državah pred kratkim. In pa, da se nadaljujejo pogovori v nadaljnjih fazah premirja, izpustitve talcev, zapornikov in pa potem, kakšna bo palestinska oblast, kakšna bo rekonstrukcija, kakšna bo obnova in nadaljnji koraki. Na žalost gredo stvari v napačno smer, premirja ni, pogovori se ne nadaljujejo za premirje, izraelske sile ta hip nadaljujejo z obstreljevanjem, z napadi, z nezakonito aneksacijo tudi Zahodnega brega. Nasilje narašča izrazito na Zahodnem bregu. Slovenija dela, kar je v naši moči, da opozarjamo, da je vse, kar se dogaja z nezakonitimi naselbinami, z grožnjami po prisilnem razseljevanju Palestincev, nesprejemljivo in v nasprotju z mednarodnim pravom in humanitarnim pravom. Nujna je humanitarna pomoč, tako da, kar zadeva Bližnji vzhod, bomo aktivni naprej, zlasti podpiramo tudi zadnje predstavljene arabske načrte za rešitev dveh držav, za humanitarno pomoč in pa za nadaljevanje pogovorov za premirje. To so tiste nevralgične točke, ki nas zaposlujejo, obenem, da seveda se kot Evropa, kot Slovenija pozicioniramo na eni strani do ZDA, z novo ameriško administracijo, do Kitajske, do Indije, do tam, kjer danes se nekje geopolitika obrača. Na ministrstvu smo v zadnjih tednih naredili precej poglobljenih razmislekov. Do zdaj je bila ZDA naša najpomembnejša strateška partnerica, zunaj evropska. In treba je tudi pogledati to novo realnost, kaj pomeni zdaj uvedene carine 25% na avtomobilsko industrijo, kako se prilagoditi v pogajanjih k temu, da bo čim manj to prizadelo evropski trg in da ne bo prišlo do hujših posledic trgovinske vojne. Nihče si tega ne želi, nikomur to ne služi. ZDA ostajajo v velikem delu, ko smo se pogovarjali z ministrstvi, en zelo pomemben strateški partner za nas, ko gre za znanost, inovacije, raziskave, podnebje ne nazadnje, tako da vse to sodelovanje je pomembno, hkrati pa ob zavedanju, da so tudi drugi trgi, do kjer moramo sprejeti svoje usmeritve. Na tem zdaj delamo, ali je to vprašanje Kitajske. Smo imeli včeraj en dolg pogovor z gospodarstvom. Gospodarstvo ima izjemen interes za sodelovanje. Skratka, eno je politika, drugo je, imamo zelo močno razvejano gospodarsko diplomacijo, ki krepi stike na različnih trgih in tudi različen interes je. V soboto odhajam v Kazahstan, prav tako za veliko gospodarsko delegacijo. Kadar je zanimanje gospodarstva, seveda je diplomacija, naše ministrstvo tisto, ki skuša odpirati vrata na teh tretjih trgih. Tudi sama sem bila lani v začetku leta na Kitajskem z eno največjih delegacij, več kot 50 podjetij. Zdaj enako smo bili na Filipinih za veliko gospodarsko delegacijo in tudi z podjetji, ki so zaposlovalci. Smo imeli en velik zaposlitveni dogodek in zdaj na Kazahstanu bomo imeli tudi gospodarsko delegacijo, gre tudi predsednica Republike Slovenije. Podpisali bomo več memorandumov, od tam naprej Armenija, Azerbejdžan, tako da veliko je aktivnosti. Slovenija ima zdaj, če pod črto potegnem, drugo leto članstva v Varnostnem svetu, še izjemno priložnost, da izkoristimo tudi to, da so nam bistveno več odprta vrata marsikaj, ker tradicionalno mogoče niso. Da zaradi naše pozicije, da smo v Varnostnem svetu, lahko sklepamo
odnose in odpiramo si vrata, ne samo politično, tudi gospodarsko in to s pridom izkoriščamo in res je, mislim, da je to zelo pomembna investicija za odnose za slovensko zunanjo politiko tudi vnaprej. Zdaj na ministrstvu smo decembra lani sprejeli novo strategijo zunanje politike. Ste verjetno spremljali ena taka krovna usmeritev, ki jaz upam bo lahko držala veliko let, ker pokriva predvsem tiste naše osnovne vrednote, lahek, moderen, berljiv dokument. Zdaj končujemo praktično akcijske načrte za te države, ki sem prej omenila, kjer se danes suče tista geopolitika, Kitajska, ZDA, Rusija, Ukrajina, Bližnji vzhod. To bodo tudi odločitve skupne, ki bodo šle skozi vlado in skozi parlament z namenom, da tudi Slovenija zastopa z enim glasom svojo pozicijo zunaj. Tako da jaz mislim, da smo si uspeli v tem obdobju, vsaj članstva v Varnostnem svetu, zgraditi en imidž zanesljive, verodostojne države, ki zna poslušati, ki zna slišati in ki tudi razume in z enakimi načeli in standardi naslavlja vse konflikte po vsem svetu. Nikoli nam ni nihče očital, da imamo dvojne standarde. Naslavljali smo z enakimi standardi od ruske vojne v Ukrajini, Bližnjega vzhoda, ne nazadnje Sudana, vseh vojn in konfliktov, ki jih je danes oboroženih več kot 55. Tako da se trudimo ohranjati to, kar je za nas ključno, to je mednarodni pravni red, ob zavedanju, da bodo potrebne spremembe, novi razmisleki, drugačna, učinkovita multilateralna sodelovanja in pa predvsem, da se zdaj, ko vidimo tudi, sami ste omenili v uvodu, z novo ameriško administracijo smo v situaciji, ko je veliko transakcijskih bilateralnih odnosov in bistveno manj institucionalnih odnosov. In to je izziv tudi za Slovenijo kot malo državo, bistveno večji verjetno kot za večje sile, kako se v takem geopolitičnem okolju zares pozicionirati. V letošnjem letu pa potem zaključim, imamo nekaj pomembnih obletnic, 80 let od konca druge svetovne vojne, imamo 70 let avstrijske državne pogodbe, imamo 50 let najstarejše komisije z Bavarsko, pa verjetno sem še kaj spregledala. Tako da letos bomo imeli veliko aktivnosti okrog tega. Včeraj sem povabila v Slovenijo vse predstavnike slovenske narodne skupnosti manjšine v Avstriji, ravno z namenom, da smo skupaj pregledali, kako v tem letu 70. obletnice AfD in obnovi avstrijski vladi res tisto varovati, kar je naše ključno, to je zaščita pravic narodne manjšine iz 7. člena avstrijske državne pogodbe. Moram reči, je bilo eno tako optimistično ozračje, tako da sosednje države absolutno z vsemi vzdržujemo trilaterale, imamo dobro sodelovanje, z novo avstrijsko zunanjo ministrico se srečava v kratkem na bilateralnem obisku pri njej. Tako da ne bom predolgo govorila, aktivni smo na vseh področjih, še eno, ki pa je meni zelo pomembno področje, je pa razvojno sodelovanje in pa humanitarno sodelovanje. Mi smo 2-3 leta nazaj postavili spet nazaj direktorat za razvojno in humanitarno sodelovanje. Zakaj to omenjam? To je običajno tisti del, ki pride vedno nekje na koncu, ko gre za finančna sredstva in za razumevanje, zakaj je razvojno sodelovanje pomembno. Slovenija v vseh svojih aktivnostih največ lahko prispeva ravno skozi neke humanitarne, kjer imamo močen čut, projekte kot tudi razvojne. In se trudimo razvijati te projekte od Zahodnega Balkana do kjer so naše geostrateške prednosti, ne nazadnje v Afriki, tam, kjer imamo svoje znanje, svoje kapacitete in to so tisti mali potem projekti, ki pa so zelo utopljivi za našo diplomacijo. Tako da sem zelo vesela, ko vidim, kako deluje ta razvojna humanitarna dimenzija ministrstva, kjer smo uspeli tudi kar znatno povečati kljub izzivom finančnim sredstva, ampak so pa to tisti projekti, ki najbolj vplivajo na življenje ljudi, kjer Slovenija
tudi s našimi partnerji, nevladnimi organizacijami, partnerji v tujini lahko veliko pokaže. In jaz se tudi trudim, kadar grem v tretje države, da grem te projekte obiskati, pogledati, jih razumeti, in se mi zdi, da je to tudi ena tista pozitivna nota ministrstva, ki smo jo dodali v delovanju, in tudi takšna, ki je dobro, da jo razumemo, namreč pomeni tudi nekje oplemenitev našega gospodarstva na dolgi rok. Tako da smo, delamo, izzivi so veliki. Jaz mislim, da tako kot poslušam moje kolege, eni bodo imeli daljšo preteklost, pa daljši zgodovinski spomin tu med vami, ampak marsikdo mi reče, da tako težkega časa tudi za zunanjo politiko znotraj Evrope še ni bilo ob vseh izzivih. Smo zelo zaposleni, digitalna orodja nam pa danes omogočajo, da smo zunanji ministri praktično 24 ur povezani, ne samo v Evropski uniji, ampak po vsem svetu in med sabo konstantno si izmenjujemo informacije in se lahko potem tudi lažje odzivamo. Ta komunikacija pa mogoče nekaj novega, ker tudi mislim, da v zadnjem letu se je zelo uspešila. Moram se zahvaliti za ta sjajen pregled take razvejanosti naše zunanje politike, si človek težko predstavljal še nekaj let nazaj. Moram se pohvaliti, ker jaz sem vzpostavljal sektor za razvojno sodelovanje. Leta 2002 smo začeli in takrat počasi se je to bi rekel, prijemalo, da je razvojna pomoč, razvojno sodelovanje tisto področje, ki mnoga vrata odpre. Takrat smo že sklenili prve sporazume in tudi potem nekaj let kasneje pripravili zakon o tem. Tako da tu sem jaz velik zagovornik tega in moram reči, da čestitam, da se to zdaj tako nadaljuje. Seveda, zdaj jaz odpiram razpravo, da ne bi samo jaz govoril, in predlagam, da se kdo javi. Običajno je tišina, ampak vidim, da se ljudje, evo, veleposlanik Kunič. Hvala lepa za ta sjajen pregled naše zunanje politike. Mene zanima pa to, kako pa znotraj Slovenije, koliko je ta enotnost na zunanji politiki. To se mi zdi nekaj pomembnega, tega tudi niste omenili. Mi smo videli, da eni glede Ukrajine menijo nekaj, drugi menijo nekaj drugega. Kako zdaj to, ali se to počasi združuje ali ne, in kako vi gledate na to? A čem kar sproti? Ja, najboljše sproti. Hvala lepa. Zdaj, seveda bi si jaz želela, da bi bila zunanja politika v tem delu doma čim bolj enotna, ker se mi zdi, da je to tisto področje, ker je verjetno najlažje dosegati enotnost. V preteklosti je bilo tako, zdaj izzivi mogoče danes so malo drugačni in večji, ampak kar se mi trudimo kot tudi nosilec zunanje politike je, da redno nastopamo v Državnem zboru, skušamo zelo transparentno delovati, dobivati mnenja iz Državnega zbora, enako, da sama redno vzdržujem dialog z vsemi nosilci političnih funkcij, tako tudi med obema predsednikoma, torej države in vlade. Zdaj, kolikor smo, jaz celo mislim, da smo vsaj ti glavni nosilci pravzaprav v večjem delu poenoteni, da nimamo iskreno vsebinsko različnih pogledov do teh kriz, ki sem jih omenjala, in konfliktov. Mogoče so nianse ali pa bolj mediji ustvarjajo kdaj kakšno situacijo, kot dejansko je, ali pa kdo prehiti koga. Mi se kot ministrstvo trudimo za redno koordinacijo, to je naša naloga. Jaz v parlamentu prihajam kar se da redno, smo pa ravno zato to strategijo, ki smo jo tudi posodabljali decembra, zapeljali v smer, da je pa notri vendarle
zapisana zaveza, da vse te velike akcijske načrte do držav, ki sem jih prej omenila, ki so Kitajska, Rusija, Ukrajina, Bližnji vzhod, ZDA, da bomo to peljali skozi vlado in parlament, ko bomo imeli zdaj izdelane te podrobne načrte, z namenom, da bo to potem zaveza enotnega nastopanja v tujini. Jaz mislim, da je to zelo pomembno z vidika Slovenije, ampak čist moja osebna izkušnja je, da ko govorimo o teh izzivih, razmišljamo vsaj glavni nosilci zelo sorodno aktualne politike. Kar nekaj vprašanj. Prvi je Jože Jerovšek. Lepo prosim. Hvala lepa, spoštovana gospa ministrica, za ta pregled. Sem kar zadovoljen, čeprav bi si želel malo več implikacij Ukrajine, zadeve na Slovenijo, ampak me pa nekaj zanima, nekaj vam rad vprašal, da sem jih predlagal. Namreč ni samo stvar vašega resorja, ampak se mi zdi, da bi pa MZZ moral reagirati na nekatera zadeve, ki se doma zgodijo, pomembni ljudje se dobesedno naslajajo s tem, da bo okupator nagrajen tam v Ukrajini, da se bodo meje spreminjale in jaz mislim, da bi MZZ moral reagirati na izjavo gospoda predsednika Turka, da je Ukrajina vojno izgubila, kajti mislim, da tak tudi sledec, ker bo to imelo potencialno za Slovenijo, ni nič. Danes mene srčno daje, ker doživljamo reinkarnacijo Vidnskega sporazuma, pa skoraj tudi sporazuma Ribbentrop-Molotov. Pa domači politiki in to tudi se naslajajo eni v vladnih vrstah nad tem. Tako da vemo, kaj se lahko zgodi, če bo to ostalo, da se bo možno meje spreminjati povsod po Evropi. Potem smo mi v izjemno težki situaciji in dolžnost tudi vašega ministrstva in tudi drugih resorjev je, da opozarjate na tem, kakšne so posledice tega. Jaz ne vem, ali naše ljudje so zavedeni, neizobraženi, da sploh ne zavedajo zgodovinskih okoliščin in vsega tega. In prosim, apeliram, da to nekaj storite na tem področju. Hvala lepa. Bom vseeno si mogoče še par stavkov dovolila, ker se mi zdi, da je zelo pomembno tudi, kakšne so naše pozicije in stališča, ker mislim, da se skozi čas do danes niso spreminjali, se z marsičem lahko strinjam z vami. Zdaj v principu ne komentiram, kaj kdo kje reče, ker bi bilo to verjetno nesmiselno, ampak Sloveniji zdaj 3 leta bolj ali manj ves čas opozarjamo, da razumemo boj Ukrajincev za ozemeljsko suverenost in celovitost, da ne more nihče z orožjem spreminjati mednarodno priznanih meja in da kakršnakoli prisilna, ta nezakonita zasedba z orožjem lahko pomeni en hud zgodovinski presedan. Zato izhajamo iz pozicije trajnega in pravičnega miru in načelov ustanovne listine Združenih narodov. Podpiramo premirje, ki lahko vodi v trajni in pravičen mir, o katerem se danes pogovarjajo, s tem, da je ta mir sprejemljiv za Ukrajino. In s tem, da bo Ukrajina in Evropa za pogajalsko mizo. Nazadnje bomo mi mogli odločati o varnostnih, močnih jamstvih in pa tudi o povojni obnovi. Tako da imamo svoje zaveze, pogovarjati se moramo o tem, pozicija Evrope tu ostaja precej enotna, se ne spreminja. Ravno prej sem spremljala, kaj se pogovarjajo v Parizu. Vidim, da praktično podobna ta stališča, ki sem jih zdaj zavzela, vključno z tem, dokler se ne uveljavi premirje, dokler ni neke bolj trajne rešitve, kakšno to premirje bo, tudi ni mogoče razmišljati o umiku sankcij. Veleposlanik Bogdan Benko. Hvala za besedo. Hvala, gospa ministrica, za vašo predstavitev. Jaz bi tako rekel,
Danes v Evropi smo na pragu vojne, ali pa na začetku enega mukotrpnega, dolgotrajnega procesa pogajanj, pogovorov, kršitev pred njimi in tako naprej. Kakorkoli že, glede na številke, ki smo jih slišali, ko bo šlo za oborožitev Evropske unije, za Slovenijo bojo več ali manj doznano 7. aprila, Evropa se oborožuje. Evropa se pripravlja na mir. Nekateri pravijo, če hočeš mir, pripravlja se na vojno. Čeprav je to meni inačica krščanskega reka, deli, ko da v 100 let živo in moli, ko da šil pri umrl. Zdaj je začela veljati tudi strategija o evropski EU pripravljenosti. Ker je 30 ukrepov, pa ciljev, kaj jaz vem, kako se treba pripraviti ne samo na vojno, ampak na druge izzive, kot je to climate change, ujme, drugi izzivi. No, ampak začela se izvajati jih v zdaj tem času, ko se te stvari dogajajo v Evropi, kar ni v mojem naključje. Zastavlja se mi vprašanje, kako to strategijo spraviti v življenje in kako pravzaprav pripraviti državljane, da se držijo mogoče in upoštevajo to napotke glede jačanja odpornosti, pripravljenosti. V sami strategiji tam piše, naj državljani si za vsaj 72 ur nabavijo zalog, naj imajo nekaj keša doma, kar svem, kar so tudi že Švedi pa Finci pošiljali brošure po gospodinstvu. Tega pa zanima, glede na to, da ste tudi podpredsednica vlade, kako bo naša vlada pristopila k temu, da bo seznanila državljane, da ne bodo pripravljeni. Mene osebno me recimo zanima, kje bo zaklonišče. V Jugoslaviji smo imeli na vsakem koraku, ki so bila dobro opremljena, s pogrebi, z vodo, dikami. Problem je, da smo res ogroženi. Kako to skomunicirati in kako pripraviti ljudi, da se tudi to lahko vidi. Hvala lepa, niso enostavna vprašanja, se jih nisem pričakovala, ampak imeli smo vajo odpornosti, ker ste ravno na koncu naslovili vprašanje o zakloniščih, pa mi padlo na misel, da smo ugotovili, da pravzaprav jih skoraj nimamo več, ampak da so za druge namene danes uporabljena, ampak ta vaja odpornosti nam je pokazala na veliko pomanjkljivosti in kaj bi mogli zares narediti v Sloveniji. Druga tema. Če pogledam včerajšnjo komunikacijo Evropske komisije, si bom drznila reči za teh 72 ur pripravljenosti, da se mi zdi precej ponesrečena komunikacija, ker nagovarja samo nek strah, ne pa odgovorov na kaj. Ampak priznam, da nisem celotnega dokumenta pogledala, komunikacija je bila bolj, se mi zdi, ponesrečena v danih okoliščinah. Zdaj vsak se lahko vpraša, kaj je ta strah, kaj nam grozi, a nam grozi napad, a nam grozi vojna, a nam grozi kibernetski, hibridni napad, kaj, infrastruktura, epidemija, karkoli, ne. Zdaj Evropa res drvi, en se tudi zdi malo včasih, pa spet bo to moje osebno mnenje, malo histerično v to oboroževanje, ampak mislim, da se bomo mogli predvsem zares v Sloveniji pogovoriti. Mi imamo zavezo koalicije, da pridemo do 2% bruto domačega proizvoda z letom 2030. Danes je jasno, da bomo mogli bistveno več narediti, ali pa vsaj v krajšem času več narediti. In to bo terjalo razmislek, kaj lahko Slovenija več naredi. Verjetno sledite razprave o tem, kaj lahko za dvojno uporabo, kaj lahko drugače naredimo, da ni samo tisto, kar so orožja, tanki, če bo šlo za povečevanje obrambnega proračuna. Ni to moj resor, ampak se o tem dosti pogovarjamo.
Tudi sama bom drugi teden na ministerialu NATO zunanjih ministrov pred vrhom, ki bo pred koncem leta v Turčiji. Zagotovo bo treba tam dajati neke določene zaveze, več pokazati tudi z naše strani. In kot vlada jaz razumem, da bo tam do konca aprila s pristojnih resorjev izdelan nek načrt, kako v tem delu delovati naprej. Tako da jaz v tem trenutku ne bi želela prejudicirati odgovorov, kako se bo Slovenija postavila, se mi pa zdi, da bomo predvsem mogli vsako odločitev dobro pretehtati, kaj pomeni. Zdaj ta zadnja bela knjiga, ki je bila objavljena, govorice, da gre lahko obramba na račun kohezije, to bi bilo nekaj, kar bi bilo izjemno slabo za nas, ne. Vsak tak izdatek moramo pogledati, da ne prizadene proračuna za ljudi, ki morajo s storitvami na drug način preživeti. Tako da ne bo enostavna razprava, se zavedam, in bo predvsem zahtevala veliko komunikacije, veliko transparentnosti in pa to, da bojo ljudje razumeli. Tako da več od tega ta hip pa tudi nisem pristojna, da bi lahko napovedovala. Še bo kako težko vprašanje. Veleposlanik Mahnič, lepo prosim. Hvala. Hvala, gospod minister, da nisem predstavitev, in moje vprašanje bo tudi nanašalo na rusko-ukrajinsko vojno, kako se zelo nekaj. Vi ste sami že nekaj o tem, tudi ste rekli, da se mi zavzemamo, da si želimo, da bi prišlo do pravičnega miru, da vsi želimo, da pride do miru. Ampak zdaj s tem se pa to vprašam. Zdaj, kot vidimo, je v zadnjih mesecih Trumpova administracija prevzela vlogo, da posreduje oziroma da vodi ta pogajalski proces ločeno z Rusijo in Ukrajino. Pri tem pa se vzpostavlja vtis, da gre za asimetričen proces oziroma pogajanje, zato ker Američani se zdi, da bolj pritiskajo na šibkejšo stran, na Ukrajino, šibkejšo, zato ker je vojaško šibkejšo, predvsem pa je odvisna v veliki meri od ameriške pomoči in na ta način je lahko izsiljuje, da tako rečem. Tretjič je seveda tudi v tistem, kar javno govorijo, je ameriški predsednik in administracija nekako videti, da so vsebinsko bližje ruskim pogledom na rešitev kot ukrajinske. Tako se iz medijev še odgradi tak vtis. Torej, tisto, kar pa hočem vprašati, je to, če bo, kot se meni dozdevali, lahko ameriška stran, kar lažje pritiska na ukrajinsko, vsi neka rešitev, ki bo neugodna, predvsem za Ukrajino, kaj lahko, ker zaenkrat Evropa ni v pogajanjih prisotnost. Tudi ta koalicija, tako je dvojnic, se staja, je zaenkrat slišati, da se bolj ukvarja s tem, da bi kakšne vojaške enote poslali za vzdrževanje miru, kot pa da bi sodelovali v samem pogajalskem procesu in pomagali. Jaz vidim v tem, da se namesto rešitve, ki bi bila na načelih mednarodnega prava, pravil, da bi se uveljavilo pač predvsem princip might is right. Pravi, da pač Rusija, ker je pa zasedla ozemlja, bo zdaj diktirala in dosegla pač rešitev, ki bo po njenem vpisu. Kaj lahko mi in kot Evropa tle naredimo, da bi vdajani podelovali? Jaz mislim, da si je vsak verjetno ustvaril eno svojo sliko, ko spremlja pogovore v štartu med Trumpom, Putinom, potem Zelenskim, kje smo. Zdaj, jaz sem skoraj trdno prepričana, da na koncu ne bo dogovora, če se vse strani ne bodo strinjale. To pomeni predvsem Ukrajina in tudi Evropa. Ker ne nazadnje govorimo, kdo bo zagotavljal jamstvo za varnost v Ukrajini, in to danes se pogovarjajo države v tej koaliciji voljnih. In brez tukaj nekega dogovora z ZDA in z Rusijo, jaz mislim, da praktično ne bo prišlo do premirja oziroma do pogovorov o tem, kakšen mir bo. Na koncu ga bo mogla Ukrajina sprejeti, na koncu ga bojo mogle vse strani sprejeti. Tako da
Jaz kar trdno verjamem, tudi potekajo pogovori med administracijami, tudi ni, da je Evropa izključena nasploh, ne, vsaj na zavezništvu, pa še kje so pogovori redno. Tako da zdaj, ko je to 30-dnevno premirje, kjer vidimo vsak dan, da se obe strani obtožujeta, da napadi na energetsko infrastrukturo se nadaljujejo, da se praktično v tem obdobju niso končali. Zdaj dogovori pogajalske skupine so za Črno morje in te pogajalske skupine delujejo. Nazadnje bo potrebno zagotoviti, kdo bo tudi tisti garant, da ne prihaja do podobnih novih incidentov v Ukrajini. In to pomeni nujno vključenost vseh. Tako da jaz mislim, da so mogoče to začetni pogovori, bo preteklo še kar eno obdobje, ali bo to, si ne upam napovedovati, koliko dolgo bo trajalo, v katero smer gre. Vidite pa, da so v ozadju tudi minerali, pa še drugi dogovori, ki lahko koga stiskajo ob zid ali ne, ampak na koncu bo po moje to dogovor vseh, predvsem pa bo morala Ukrajina sprejeti. Jaz mislim, da če ona ne bo sprejela, bo težko karkoli doseči in Evropa enako. Bogdan Brezigar. Hvala, ministrica, za vašo predstavitev. Ste med drugim omenili vprašanje avstrijske državne pogodbe in poroških Slovencev. Mene pa zanima, kako so odnosi, kakšni so odnosi z Italijo in zadeva slovensko manjšino. Namreč potiho se dogajajo grde stvari. Že drugo leto zaporedoma je dežela za 75.000 evrov zmanjšala dotacijo Primorskemu dnevniku. Pred enim tednom je bila objavljena nekakšna nova politična usmeritev osnovnega šolstva od otroških vrtcev do osnovnih šol v Italiji, 160 strani, v katerih ni niti besedice o manjšinah, ne samo o slovenskih, tudi o drugih manjšinah. V Italiji je 12 različnih manjšin. Tako da ta vlada, ki je desno usmerjena, postaja čedalje bolj desno usmerjena in potiho spreminja stvari, ki so bile toliko utrjene že nekaj desetletij. Ja, seveda vsakič, ko pride do nečesa, se odzovemo, ampak situacijo absolutno spremljamo, predvsem zdaj, ko je bila odprtje prestolnice evropske kulture v Gorici s sporočilom, da je to tista prihodnost simbolike povezovanja. Na podlagi prihodnosti, varnosti, ki jo danes vsi potrebujemo bistveno bolj kot prej, kot pa odpiranja te zgodovinske preteklosti, ki jo imamo mi zelo jasno definirano. Tako da želimo v tem kontekstu delovati. Mi imamo redne trilaterale na ministrski ravni in zdaj naslednjo jaz gostim v Ljubljani, bo prišel tudi italijanski zunanji minister, da ravno naslavljamo te stvari, tako kot je bila mešana komisija, ki smo imeli v Trstu pred meseci. In v tem duhu tistih lepih evropskih zgodb, kjer lahko sodelujemo, skušamo nastavljati usmeritve za naprej. Tako da še enkrat, ta prestolnica kulture se mi zdi, da je ravno eno tako močno sporočilno vrednost, kjer kažemo, kaj pomeni Evropa brez meja in kako je sodelovanje lahko močno in da na tem tudi delujemo naprej. Zdaj, z manjšinami se vedno srečujemo, se ukvarjamo s težavami, opozarjamo tudi vlado v Rimu, tudi na lokalni ravni za uvrstitev v parlament zastopnika manjšine. Dobili smo zagotovila, se bo to zgodilo, ali se bo res, je drugo vprašanje, ampak smo konstantno v stiku. Božo Cerar, veleposlanik. Hvala za besedo. Jaz sem se hotel dotakniti zadeve, ki je res prijavljena eventom. Ministrica je že govorila, da ne bi zastavil vprašanje, bi pa kratko komentiral oziroma potem plediral. Skratka, če me všeč ali ne,
varnost je zdaj pač prvo vprašanje, s katerim se določa Evropa. Kako močno po koncu hladne vojne še nikoli pa zdaj. Zahvaljujoč na eni strani Putin in njegovim pač imperialnim ambicijam, in drugi strani spremenjeni politiki Trumpa do zaveznikov, do partnerjev. Skratka, Evropska unija, se je najdela v zagatni situaciji, ko pravzaprav, če ima biti ravno, že tako življenje, tako vzhoda kot zahoda, oziroma vzhodno. Skratka, Evropa zdaj počasi spoznava, da bo vendar treba za to varnost dati nekaj več. Da pač ta ameriški režim ni več kot jedrska, kakšni režim več kot sigurni, grožnja Putina pa vendar je iz dneva v dan pričal, ker je to večje. Zdaj, jaz glede teh vprašanj, oboroževanja in tako naprej, opažam, da je v naši javnosti glede tega precej nerazumevanja, nezavedanja, kako resen je položaj v svetu oziroma v Evropi. In rekel sem ta pledoje vladi oziroma našim politikom. Zdaj tudi vprašanje, ki smo ga zanemarili zdaj zadnjih pol leta. To je vprašanje, ki mu naša politika ni dala pravzaprav kakšne velike pozornosti zadnjih, odkar smo pač samostojni. To so pa seveda vprašanja, ki volivci niso popularni, ki jih politični točk ne prinaša, posebej, če so volivci pred vrati, potem se vsak tega vprašanja izogiba. Vendar jaz pravim, treba je in to, tako politik, kot vlada, kot strokovna javnost, kot mediji, da vendarle našim ljudem treba nalivati čistega vina. Urak je zdaj v šalo, situacija je takšna, da bo treba vendarle za obrambo dati nekaj več. Ne ta dilema, ki se zdaj počasi postavlja še javnosti. Ja, zdaj bomo pa imeli militarizacijo države, zdaj bomo pač upili zmanjšati penzije, pa vem, kaj še vse. Ja, to je zdaj pač malo res strašenje, oziroma političnemu pristopu celotni zadevi. Skratka, končam pledoje, da se tem vprašanjem trezno pristopi in našim ljudem naliva čistega vina. Se mislim, da so isto bolj ali manj nekje govorila. Ja, hvala za komentar. Mislim, da je naslednji veleposlanik Grobovšek. Hvala lepa, hvala ministrica, da bo pa jasno tudi dovedem, kaj se dela, s čim se ukvarja naša zunanja politika. In tudi z moje strani še enkrat hvala, da ste prišli, da ste sprejeli vabilo. Mislim, da v teh časih ni lahko biti član vlade, zunanji minister, pomembna politična osebnost, z vsemi temi izzivi, ki jih imamo, in za potrebo, da razumeš javno mnenje in svoje ljudstvo, svoj narod, ki je imel razna obdobja. Mi smo bili, govorim zdaj o varnostni kulturi, o tem, da nekateri že bijejo strahoten plat zvona, kaj vse se bo zgodilo. Mi smo bili del države, ki se je dajalo več kot 10% BDP-ja za vojsko. Bunker tam, zaklonišče tisto, ne bi to kvalificiral, dosti bilo neumnega, ampak vse pa tudi ne. No, in potem se je to zelo preveslo, kar zadeva nacionalno politično varnostno kulturo. Ta država je prodala svoje najpomembnejše letališče tujcem. Jutri se lahko zgodi, da nekemu skladu prodajo, ki ima morda kje v kakšni vzhodni državi, ali pa oziroma blizu Urala, svoj center in svoj sedež, etc. Kar zadeva, nimam lahko. Zdaj pa te razna obdobja naše zunanje politike, potem, ko smo vstopili v NATO in v EU, dobro, smo še nekajkrat predsedovati, ne vem, če bilo to potrebno, tako veliko to storiti in to tako malo, ampak več ali manj Slovenija si je vendarle imenuje, ima v zunaj, v percepciji zunanji Slovenije,
je, da ima malo, da se rada skrije, da ni prisotna, ko gre za neke odločitve. Da čaka malo kalimerovsko, malo uno in pravzaprav neke proaktivnosti, ali pa nekaj, da bi bili prisotni, da bi recimo dali več da bi izpolnjevali svoje obveze, recimo do NATO, tega vse skupaj ni bilo. Zdaj v zadnjem obdobju smo tudi v člani varnostnega sveta, se so določene stvari vendarle spremenile. Mislim, da si lahko boste v svoj CV z velikimi črkami zapisali, da se je nekaj zgodilo. Priznali smo Palestino. Kar ni bilo lahko, vendar se je končno to storilo. Ne, da se je en prelagalo levo in desno, so še druge odprte zadeve. Zdaj pa k vprašanju danes, ki je tako pereče. Rečeno je bilo, da zdaj ne bi bili še v tej skupini voljnih. Po eni strani imamo neko javno mnenje, neke politike, ki takoj začnejo z nekimi jeremijadami, niso nas povabili v Pariz. Dobro, ne bi to res dramatizirali, ne more, čaka. Ampak, a je res čas, a ni čas, da bi se pa mi rekli, smo privoljni. Ne zdi se mi čas, da zopet nekega pokolišanja, čakanja, da je čas, da bi se vendarle jasno povedala, vse pove, ampak ne pa zdaj, kje smo in kje stojimo. To je moje vprašanje, da delamo predvsem koalicijo voljnih. Mogoče zelo na kratko, zdaj, kar zadeva koalicijo voljnih, pa sem imela priložnost v Indiji se pogovarjati z britanskim šefom nacionalne varnosti, ki je neposredno vpet v pogovore. Tu je toliko odprtih vprašanj. Zdaj so države, ki bodo na vabilo Ukrajine. A je to za nas? Mi vedno pravimo, a je to pod mandatom Združenih narodov, ki imajo jasen mandat, potem imamo takrat možnost resnega razmisleka. Zdaj pa je to praktično, zaenkrat pa nimam vseh informacij, ker pogovori potekajo. Razprava med posameznimi državami Evropske unije, ki bi sodelovale z jamstvi v Ukrajini na povabilo Ukrajine. Ampak pravim, veliko je odprtih vprašanj, veliko je nejasnosti z perspektive Slovenije, pa se mi zdi, da vse operacije, kjer smo mi kot mirovni silah sodelovali, je bil to kaj fora. Še v Bosni in Hercegovini so bile podprte z resolucijami v Združenih narodih in to bi bil za nas tisti razmislek, kjer bi lahko sodelovali. Ja, gospod Močivnik. Vprašanje zadeva jedrsko varnost v Sloveniji. To ne postavljam slučajno, ker imamo vtis, da se Združene države Amerike zelo odmikajo od Evrope. Zadnja katastrofa je bila včeraj, je praktično z eno potezo mečejo v smeti Svetovno trgovinsko organizacijo. Govorimo o carinah. Ker se točno ve, da so za to področje pristojne inženirji. Zdaj, moje vprašanje je, če se nam Američani izmikajo ne samo nam, Evropejcem in direktno tudi Sloveniji, ali za našo jedrsko varnost, je pomembna, lahko nam to zagotovi Francija. Da so že kakšne stvari, ki ne moremo vseh govoriti, no, ampak ni dokončnih odločitev in jaz mislim, da jih bojo sprejemali na drugi ravni, ne na našem ministrstvu. Katera tehnologija, če me to sprašujete, bo prišla v poštev pri izgradnji, ko bo odločitev z referendumi in z vsem ostalim drugega bloka, neka
Mislim, da imamo več držav, s katerimi se lahko pogovarjamo in tehnologij, od ZDA, Francije, Koreje, ampak še enkrat, ne bo to odločitev našega ministrstva, si tudi ne upam jemati odgovornosti, pa tudi nije še. Tako da ne čutim pa, da je tu neko izmikanje strani nove ameriške administracije, nasprotno. Ivan Gračnar, samo malo. Trikrat napeljali na temo, ki je res pomembna za naslednjih 5-10 let, ne za Evropo, in tudi svet. Zdaj smo se predvsej debatirali o razmerah v Ukrajini. V bivši Jugoslaviji so bivše administrativne meje zadobile status mednarodnih meja. Tako bo tudi napram Krimu, ki si ga 53 leta brez referenduma podprla revolucija v Ukrajini in tudi v Donbasu predvidoma. Zdaj pa mene zanima nekaj tudi. Evropski parlament in ti njihovi prepiri, ki smo jih gledali redno na naših medijih, so pustili kar nekaj sledi v naši bližnji prihodnosti naslednjih 5 let. Kako močno se je Evropska unija, spoštujem vas, kot bivšo poslanko njihove, pa našem parlamentu, kako močno se je Evropska unija kompromitirala zaradi te sprtosti za stran dogajanja v državi Ukrajini, ki so se hotele neke bivše kolonialne oziroma imperialistične, habsburške ali pa cesarske evropske države pripojiti ekonomsko ali pa politično, brez dvoma bo ta ekonomsko-politični vpliv močan na delu in ostalo. In zdaj me zanima, kaj vi mislite, da je, če bi gledali z zornega kota poslanca Evropskega parlamenta, se pravičujem, če vas degradiram, ampak kako vi mislite, kaj je najbolj kočljivo sedaj v naslednjih 5 let Evropske unije, glede na to, kaj se zdaj zgodilo. Kako bo Evropska unija vodila neko vrsto kredibilno ekonomsko politiko napram Aziji, drugih držav Amerike in tudi Afriki. Regija za Evropo. Zdaj, jaz ne vem, če čist v celoti razumem vprašanje, ja. Ampak tako kot danes potekajo razprave v Evropski uniji v oziru do vojne v Ukrajini, ne vidim polarizacije. Zares, ne. So lahko nianse v pogledih, ampak mislim, da tu ostaja Evropa zelo enotna. Tako da ne vem čisto točno, kaj imate v mislih okrog Evropskega parlamenta in kaj se je tam dogajalo, ampak se mi zdi, da je ta enotnost zelo pomembna. Ker na koncu govorimo o miru, stabilnosti na naši celini in tudi nekje varovanju načel, ki smo prej omenjali, ali mednarodno priznanih meja, ali ustanovne listine Združenih narodov in podobno. Zdaj, še enkrat, mislim, da sem mene večkrat omenila, kakšna bodo mirovna pogajanja, kakšen bo mir, si jaz danes ne upam napovedovati. Ampak zdi se mi pomembno, da sodelujemo vsi v teh pogajanjih in da stremimo k trajnemu pravičnemu miru, vsi vemo, kaj to pomeni, na koncu pa mora biti ta mir tisti, na katerega bo Ukrajina pristala. Hvala lepa. Miroslav Gregorič, poprosim. Ja, jaz se moram odzvati, ker je gospod malo prej rekel, kaj je za jedrsko varnostjo, ampak pri tem, če sem ga jaz prav razumel, je imel v vidu ameriški atomski ščit. NATO ščit. Lepo vas prosim, ne želite si. Vsaka bomba je preveč. Zdaj, lahko pa gremo nazaj v čase Rankovića. Veste, kaj je Ranković rekel? Barem jednu malu. Dejte, če date dovolj denarja, znanja imamo v Sloveniji dovolj, bomo naredili, barem jednu malu, pa tudi 10 vam bomo naredili. Mislim, ampak to je totalno noro. Mi bi morali iti v smeri Nuclear Weapons Free Zone, to je pa pot, ki jo ima TPNW, Treaty on Prohibition of Nuclear Weapons.
Ne pa lepo prosim vas sanjati za jedrsko orožje. Kaj je NATO? Vsemogočni NATO z 5000 jedrskih bomb od Amerike, za 300 v Franciji, za 300 v Angliji. Kaj je bilo to v pomoč pri Ukrajini? Glejte, ko prva bomba začne leteti, moj nasvet bi bil, pejte v prvo trgovino, kupite škatlo, žute ose, pa se zaprite v klet. Ker to bo zadnje, kar boste delali. To je totalna iluzija, razumete? In mislim, zdaj, jaz sem zgrožen, zgrožen sem, da imate take ideje. Kar se pa še eno stvar bom rekel, bo vprašal, mislim, Boste zgroženi, gospod. bom pa, vem, da nisem osamljen. Vem, da nisem osamljen. So pa bili ljudje, ki so se z te pogodbe rubali. Ampak nekaj bi še vprašal, ministrico. Primirje ne deluje. Seveda ne deluje. In tudi ne bo deloval. Še dolg časa ne. In samo zgodovinski spomin. Pejte pogledati, kako se je končala Vietnamska vojna. Do zadnjega dne pogajanj v Parizu so letele ameriške bombe na Vietnam. Do zadnjega dne. Pejte pogledati, kako se je končala vojna, bombardiranje Beograda. Do zadnjega dne, ko so se pogajali, so padale NATO bombe na Srbijo. In tle po mojem, ne bo drugače, ampak prosim, rad vam vaš odgovor. Se ga spomnim, ni Vietnam. Bom vesela, če bo na koncu premirje. Ja, to je zdaj že kar postalo zabavno in zanimivo. Še Ivan Jačimović. Ja, Tamle. Ivan Jačimović. Ja. Ja, da, moj ime Ivan. Jaz vidim, da ste tudi najmlajši v tej dvorani, pa bom tudi vprašanje z tega zastavil. Lejte, mene pa zanima, kje smo mladi v vsej tej zgodbi. Povedamo za nazaj. Leta 2008 do 2009 je bila tista ekonomska kriza, ki nas je v bistvu prizadela tam nekaj 2011-2012, mojih ekonomskih predalcih. Pol v nekaj časa miru, ko je gospodarstvo počasi raslo, nekaj 2016 smo se stabilizirali, spet smo imeli visoke službe, stanovanja in tako naprej. Pol je prišla ta nesrečna korona, ki nas je zopet, bom rekel, paralizirala. Nismo se niti, bom rekel, od tega oddahnili, na kar je prišla ta vojna z Ukrajino. Jaz se tukaj zdaj ne bom spuščal, kdo je bil tukaj prvi, pa kdo je pač bolj kriv, sem neutralne drže, ampak me pa skrbi, kaj bo z našo generacijo, tisti, ki smo stari med recimo 30 in 40 let, stanovanja so zelo draga, otrok se nočemo imeti. Nas bo rekel skrbi, da bomo mogoče jutri morali iti na fronto, če malo karikiram, kako, se pravi, moje vprašanje, je vaše osebno stališče glede tega? Oziroma, kaj si vi mislite, da sem tem? Podaj mladi tam. Mislim, da mlada generacija enako odloča kot vsi ostali, kakšna je naša prihodnost. To pomeni, da je prav, da je mlada generacija glasna, slišana in da ima svojo pozicijo in stališče. Ko smo mi delovali, in je prav, da se vas sliši, ker na koncu odločate, tudi zdaj ne vem, koliko so razlike v letih, ampak na koncu odločate za svojo prihodnost. Tako da na koncu smo vsi skupaj odgovorni, ali je to mlada generacija, je to politika, je družba, ali so mediji, vsi smo odgovorni, kam bo Slovenija šla. In vsi se moramo zavedati, kje danes izzivi so, pa jaz iskreno povem, ker sem bila novinarka res dolgo let, da sem pravzaprav razočarana in skrbi me, kako ljudje danes nimajo informacij. Kaj se zares v svetu dogaja? Kaj so grožnje, kje so razmerja, kaj si želimo, vloga Slovenije v letih, v Evropski uniji, v svetu, kakšni so izzivi in kakšni so nujni naši razmisleki, da vemo, kam želimo iti. Jaz sem presenečena, koliko mi enih zanimivih stikov, informacij, stvari naredimo, ko jih preprosto ne moremo javnosti sporočiti. In na žalost je pač, to je pa druga zgodba, so dezinformacije, propaganda, karkoli, ne. Moja druga bolečina, da preprosto vsega, kar se dogaja, da imajo ljudje zelo malo informacij. In to velja za vse generacije skozi naše medije,
bolj vidijo, kaj vse je slabega, pa kaj vse je bolj prerivanja doma. Slika v zunanjem svetu je pa včasih zelo izkrivljena ali pa zelo pomanjkljiva. Mislim, da bi mogli tu imeti, ampak ni to odgovor zdaj na vaše vprašanje, ampak se mi zdi, da bi vire zasledovali, da bi videli, kaj se dogaja, da bi lahko lažje odločali, lažje razumeli stvari. Zunanja politika v Sloveniji je tista zadnja stvar, ki je zares v medijih prisotna, ker preprosto poznam urednike, poznam, kako mediji funkcionirajo, to za ljudi ni zanimivo. In z tega vidika je potem težko tudi imeti relevantne informacije in odločati. Zdaj, ni to vaš vprašanje bilo, jaz sam rekla za mlado generacijo, naj se angažira in naj bo glasna in pove, kakšno prihodnost si želi, če govorimo pa o zunanji politiki, pa kakšno vlogo Slovenije si v tem delu želi. Hvala. Še gospod Stražišar. Hvala lepa. Jaz sem minister za obrambo, pa nisem več v tem odločeval, tako da moje mnenje niste više minister za obrambo. Najprej, gospa ministrica, najlepša hvala za res je težko, verjamem, sem spremljal že več ministrov, težko je v teh časih nastopiti. In jaz bi mogoče en tehnični predlog oziroma vprašanje, ki prihaja iz Bruslja, pa predvsem iz evropske strani, v tem velikem paketu dodatnih sredstev za obrambo. Vsi se strinjamo, da je potrebno pripiti na program, kot že dolgo let nazaj, ko smo to zanemarjali. Kako nismo vedeli, kaj delamo, ko smo bili tako povedali. Moti me pa razprava, ki žali intelektualni nivo javnosti, zato ker se pogovarjamo o procentih. Polovica procenta nemške razlike do 2% je 3 leta, 4 let nazaj znašala 64 milijard evrov. Teh 64 milijard evrov se ne da zapraviti. Tako je zdaj leto. In drugo je pričakovani račun. Ko govorimo o 2%, je 2% 100 milijard enako kot 2%, mislim ne enako po vsotih, ampak enako torej. Nekje, če se poviša na 3, je treba nekje vzeti. In to je naloga politike, da javno pojasnite, kje in kako se bo kje naredilo. To, kar pravi dr. Cerar, naredimo si čistega vina. Kje, odkud in zakaj? Ker govorite, da bomo varnost povečali z 2%, 2% se ne da narediti. Sredstvi za določen projekt, ki bo odobren in na soglasje zadovolji. Jaz bi prosil, če tudi v naslednjih razpravah, ki boste imeli, začnete upoštevati logiko dejanskih projektov, dejanske izvedbe, dejanskih potreb in potem pridemo do rezultata. Procentih ne bo šlo. Ne drži logiko. Hvala. Saj jaz mislim, da sem prej po moje dosti jasno povedala, ko bomo imeli vse, vsaj tisti pristojni izdelano, kako bomo lahko prišli in naredili več, s čim bomo naredili več, po moje zelo pomembno, da bo to zelo javno, transparentno skomunicirano in razumljeno. Tukaj ni dilema, ampak danes vam preprosto teh odgovorov v celoti ne morem dati. Nisem za to pristojna, pa tudi niso še vse informacije javne. Okay. Še naš član, Marjan Lekše. Debata je zelo živahna, prevetrila je pravzaprav te valove. Ampak jaz sem eno informacijo zasledil. Na Balkanu je bil sklenjen en pakt. Če se prav spomnim, Hrvaška, Kosovo, Albanija, Grčija, Bosna se mi zdi. Mirovni pakt. To sem videl ja, to je bilo objavljeno. Zdaj pa ne vem, a ste vi informirani o tem? Upam, da ni lažna informacija. Ne bi vedela, je pa teh raznih iniciativ in pobud za sodelovanje v regiji jugovzhodne Evrope, mislim, da vsaj 70, če ne več, zelo veliko.
Na zadnje mislim, da smo jih 77 prešteli. Ne vem, ampak ogromno je iniciativ za sodelovanje, za spravo, za mlade infrastrukturo, energetiko, ne vem. Lahko, da je tudi takšna iniciativa, možno. Ne, sklenjeno je. Ne vem, no, se pravi, Ja. vprašam. Ne vem. Ok, najlepše hvala, ker ne vidim več rok. Je še kdo, da ne bo delal krivice? Če ni, imam jaz en majhen komentar, pa eno enostavno vprašanje. Torej, komentar. Torej, okoli prisvajanju ozemelj, ko govorimo o Ukrajini, veliko govorimo, da je to velika napaka. Golansko planoto je Izrael zasedel, to je v Združenih narodih, to je ozemlje Sirije. In stvari gredo naprej. Izrael tudi zaseda Zahodni breg in stvari gredo naprej. Donald Trump je že v svojem prvem mandatu trgoval z ozemlji. Sahravi je podaril Maroku, kljub vsem resolucijam Združenih narodov. Je še nekaj takih primerov, ne bom našteval naprej. Ampak vprašanje, če bi predsednik vlade Izraela, Netanjahu, želel priti v Slovenijo, bi ga tukaj zaprli ali ne? Enostavno vprašanje. Ne, jaz se hecam. Mi smo zavezani in smo tudi jasno povezali, da spoštujemo razsodbe sodišč, mednarodnih sodišč, vedno. Smo članica rimske pogodbenica, tako da mislim, da to da odgovor samo po sebi. Če pa prav razumem, pa na koncu pri nas celo odloča Vrhovno sodišče. Najlepše hvala za ta odgovor in predlagam en aplavz za to sjajno